Dolgo smo čakali, ampak smo dočakali. Volkswagen bo danes predstavil koncept svojega novega najmanjšega električnega avtomobila ID, ki so ga poimenovali kar ID Everyone. Nemci res želijo, da pride do vsakih vrat, zato so me danes povabili v Düsseldorf, v 6. največje mesto v Nemčiji. Tamle je. Düsseldorf so izbrali iz čisto taktičnega razloga. Mesto je dovolj veliko in dovolj majhno, da bodo lahko na en mah preverili, kaj si o najmanjšem ID-ju mislijo prebivalci. In ne samo to, kar četrtina prebivalstva je tujega. Tukaj so močno zastopani Italijani, Turki, Romuni, Španci, Francozi, Grki, tudi Slovenci in nenazadnje tukaj živi največja japonska skupnost v Nemčiji. Ja. Vse to pa je seveda za najmanjši ID ekstremno pomembno, ker več glav več ve, več kultur pa še posebej. Volkswagen ID.1 bo gotovo pomemben tudi za car sharing, ki je tukaj aktiven že 13. leto, pa gotovo bodo tudi katerega od več kot 1300 registriranih taksijev zamenjali za najmanjši električni ID. Tokrat za ogled katere izmed številnih pivovarn sicer ni bilo časa, ampak vas itak danes najbolj zanima najmanjši ID. Gremo! Na svetovnih premierah je vedno gužva in tokrat ni čisto nič drugače. Tole je Volkswagen ID Everyone. Ko bo na cestah, bo verjetno nosil ime ID.1, je pa jasno že zdaj, kako bo takrat izgledal. Tole je predogled majhnega mestnega avtomobila, ki bo naslednik nekdaj zelo popularnega električnega Volkswagena e-up, od katerega bo daljši za približno 30 cm. Koncept je 3,88 metra meri v dolžino, je tehnično precej bolj napreden in, kar je najbolj pomembno, še smeji se. Oblika je precej enostavna. Maska je ozke so luči spredaj in zadaj, povsod le tehnologija, dejansko sta obraz in zadek precej podobna in pa seveda osvetljeni logotipi na konceptu, česar odkrito pri proizvodnji različice ne pričakujem. Pričakujem pa še vedno ta lep nasmeh. Jaz se vem, vas najbolj zanima pogon. Volkswagen ID Everyone poganja elektromotor, jasno, 70 kW moči, kar je 95 konjev in še bolj pomembno je, da boste s polno baterijo lahko prevozili 250 km. Koliko kWh bo šlo v baterijo zaenkrat še ni jasno, niti ne vem, kako hitro se bo polnila. Vem pa, da bo na cestah leta 2027 in da se boste takrat lahko z njim peljali največ 130 km/h. Gneča se nadaljuje. Ker je izdelan na platformi MEB, bo v notranjosti veliko prostora, kar so dosegli s pametno razporeditvijo. Dejansko bo v tem avtomobilu toliko prostora kot v Volkswagenu Polo. Poleg tega pa bodo v prtljažnik spravili za 305 litrov prtljage. Najmanjši ID bo za Volkswagen ekstremno pomemben model, saj želijo z njim sprožiti pravo revolucijo na področju elektromobilnosti. Mene pa vseeno skrbi, da bodo Nemci malenkost prepočasni za konkurenco, ker na ceste pripelje šele leta 2027. So pa hkrati napovedali, da želijo do leta 2030 postati tehnološko vodilni proizvajalec avtomobilov z najbolj inovativnimi in najbolje prodajanimi avtomobili. Jim bo uspelo?